Lepo pozdravljeni danes na predstavitvi stripa Črepinje. Z nami bojo danes Neža Šivec, avtorica stripa in sodelavka Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki se posveča pomoči brezdomcem, Hana Košan, predsednica Društva Kralji ulice, in doktorica Klavdija Ferčak, psihoterapevtka. Zdaj strip, ne vem, če ste ga uspeli že videti, vsekakor ga imamo tukaj pred nami. Bo pa na voljo sicer tudi v knjigarni Azil, ki bo odprta tudi še po koncu pogovora, tako da če bi si ga kdo želel mogoče omisliti s popustom, ima danes tudi še to odlično priložnost, da Nežo prosi za tudi kak podris, kot smo ugotovili, da ker stripari seveda se ne sam podpiše, ampak vam še kaj narišejo, tako da vam lahko podriše tudi ta strip, ki govori pravzaprav o zgodbi, ki jo boste verjetno mnogi prepoznali, sploh če ste bili kaj naokoli po Ljubljani, srečevali ljudi, ki svoje življenje večinoma preživljajo na ulici, in pa seveda v Vincentijevi zvezi dobrote, tako da nekaj lokacij iz stripa mogoče lahko tudi prepoznate. No, pa mogoče, če začnemo kar s tem, Neža, koliko pravzaprav je v Črepinjah resnične zgodbe, koliko je fikcije? Gre tukaj za dejansko deklico oziroma mlado dekle, mlado žensko, ki obstaja, se je to res zgodilo ali gre pravzaprav za zgodbo iz večjih zgodb? Ja, to je zgodba iz večjih zgodb. Nekatere osebe v tem stripu so resnične, popolnoma resnične in so tudi pogovori zapisani taki, kot so se zgodili. Nekaj oseb je takih, ki so sestavljene v bistvu iz več drugih resničnih oseb, ki so se mi zdele podobne v tem soočanju z njihovo stisko ali pa s pogledom na življenje, oziroma pač tako so si podobne. No. Ta zgodba, Rdeča nit o Maji, je pa v bistvu tudi narejena na podlagi ene življenjske izkušnje, ki pač ni se prav točno tako zgodila, ampak je pa zelo možno, da se dogaja in da se v neki meri je. Ne. To je pač dom, ki se razleti na kosce, na Črepinje, in potem tam eno dekle, ki išče ta izgubljeni dom na ulici, ker se pač najde v svetu brezdomcev, glede na svoje izkušnje boleče in glede na sanje, ki jih ima. Zdaj, sama si že nekaj časa, kar nekaj let, prostovoljka in zdaj tudi zaposlena pri Društvu Vincencijeva zveza dobrote. Gre pravzaprav za institucijo, ki v zadnjem času predvsem slišimo o njej, ker bo menda izgubila svoje prostore, in pa je tudi pravzaprav poleg Kralje ulice ena redkih, ki v Sloveniji sploh opozarja, pomaga na problem brezdomstva. Zakaj se ti je zdelo smiselno, da pravzaprav zgodbo o brezdomstvu daš v medij stripa? Mogoče tudi zato, ker se o tem ne govori toliko. Ja, jaz sem želela spodbuditi k oživljanju v te zgodbe brezdomcev. Želela sem spodbuditi k razmišljanju o tej temi, ker pač je bila neka tema, ki me je spremljala od srednješolskih let naprej, ker sem bila tam kot prostovoljka in se mi je zdelo, in v teh zgodbah brezdomcev, ki sem jih tam srečavala, sem v bistvu spoznavala tudi delčke svoje zgodbe. In se mi je zdelo pomembno, da bi se o tem govorili, razmišljali, in strip se mi zdi en tak medij, ki lahko zelo neposredno nagovori bralca, čisto čustveno, ker slike zelo čustveno nagovorijo človeka. Ja, pač spodbudijo k oživljanju drugega, in če se nas dotaknejo čustveno, pol tudi nam ostanejo in se o tem pogovarjamo, o tem razmišljamo. V medijih se mi zdi, da brezdomci se pojavijo. Zdi se mi bolj, da zmanjka prostora za razmišljanje o ozadjih tega problema.
pa o nekih vzrokih, globljih vzrokih, pač o nekih problemih, za katere pa večinoma ni prostora v naši družbi. No, danes smo tukaj tudi zato, da bomo nekaj spregovorili o tem. Še prej bi te mogoče vprašala, si mogoče ravno z mislijo na temo, ki je precej temačna, precej mračna, izbrala tudi tehniko, uporabila si oglje. Ja, oglje se mi je zdelo super, ker je hkrati krhko, hkrati naredi pa lahko naredi zelo močno linijo, zelo grobo lahko deluje, lahko pa zelo krhko deluje. In tudi v brezdomcih in v vsakem človeku je ta dvojnost. Je tema in je svetloba. In zato se mi je zdelo oglje super za to zgodbo. Pa tudi tako revno orodje je. No, tako se mi zdi, da dobro ponazori že samo vsebino, samo po sebi. Zdaj, vsebina, torej govoriš o brezdomcih, pravzaprav tudi o problemih z prepovedanimi substancami, tudi nenazadnje o duševnih motnjah in o vsem. Zdaj, veliko je teh enih tem, ki se povezujejo pogosto z brezdomstvom, ampak če začnemo čisto pri osnovah, kdaj bi ti rekla, naprimer, da nekdo postane brezdomen? Ja, brezdomen je človek brez doma. Ne? To v prvi vrsti, po moje, ni človek brez strehe nad glavo, ampak človek brez doma. Zdaj dom pa ustvarjajo ljubeči odnosi, ustvarja skrb za prostor, skrb za sebe, za zdravje, za to, da sem dostojno oblečen, da dostojno pojem. In v bistvu, če gledamo na tak način, če gledamo tako široko na brezdomstvo, najdemo brezdomce vse povsod. V bistvu jaz jih srečujem ne samo med brezdomci v dnevnem centru, ampak ne vem, lahko jih srečamo med sodelavci, lahko jih srečamo kjerkoli. In se mi zdi, da brezdomec je v osnovi nekdo, ki mu je ta socialna mreža čist razpadla in začne se v družini. In tudi imamo tudi celo strokovno definicijo, ki deli brezdomstvo na vidno in na nevidno. In če tisti neviden del razširimo, pridemo tudi do tega. Hana, je pri vaših uporabnikih enako? Bi rekla, da so tudi vidni kot nevidni brezdomci? Česa je pravzaprav več? Koliko ljudi, ki same sebe pravzaprav, ne bom rekla, da ravno smatra za brezdomce, ampak do dovoljšne mere, da pri vas iščejo pomoč, koliko bi jih rekla, da jih je tistih vidnih brezdomcev, koliko je nevidnih? Mogoče, tako za začetek, mi zelo dobro sodelujemo. In tudi v Ljubljani imamo tako malo znalašč, malo ne. Je nekako organizirano pomoč preko celega dneva. Tako da mi srečujemo iste ljudi, večinoma. Tako da prihajajo in v naš dnevni center, ali so v naši nastanitveni podpori, ali prodajajo časopis, ali pa se pač v neke naše aktivnosti in na društvo Vincencije za dobrote. In tudi preko dneva tako krožijo. Tako da absolutno so to včasih iste osebe. Ja, tako mi na društvu našem gledamo zelo podobno, kot si ti rekla. Ti si s takimi zelo lepimi besedami opisala, jaz včasih bolj surovo mogoče to naredim. Seveda so to ljudje tako veliko stvari je v življenju šlo narobe lahko. Pa jaz predvsem poudarjam ta del, da je sistem, oziroma kot družba nismo ljudi podprli v neki situaciji. Seveda je ta socialna mreža lahko nek ključ, lahko se to začne absolutno že v otroštvu. Žal pa vedno bolj so neki razlogi lahko tudi v neizprosnem
kapitalizmu, v neizprosnem tem, da smo ljudje sami odgovorni za svoje življenjske poteke, s to ideologijo, s tem, da v Ljubljani težko najdemo stanovanje za neko zmerno ceno, ne, in to je nek tak preplet. Ne. Ni treba, da je vedno neka taka tragika v otroštvu. Ne. To bi rada poudarila. Včasih je tudi v bistvu lahko neke situacije, ki so lahko čisto tako zaradi nekih družbenih sprememb se zgodile. Seveda so pa to ljudje, ki niso imeli neke opore. Ne? In socialna država ni poskrbela za to, da bi ljudje, ki mogoče nimajo v domačem okolju neke podpore, da bi mogoče širše dobili. In to je to, kar si ti rekla, tako lepo doma. Zdaj pri nas je več, tako je zelo različno, vidno je tisto, kar vsi vidimo, pa vidimo na ulicah, pa se sprehajamo, pa rečemo, joj, koliko je brezdomcev vedno več v Ljubljani. Seveda številke rastejo skozi, ampak je veliko tega prikritega, nevidnega brezdomstva. Ne? In to je tisto, kar verjetno mogoče potem mi opazimo. Tudi v naš dnevni center prihajajo ljudje, ko na prvi pogled deluje, da imajo nek dom, oziroma imajo neko streho nad glavo, ampak ta streha ni ne varna, pa ne trajna. In to je neka naša definicija. Ne? Torej osebe, ki ali živijo v nekih podrtijah, ali pa v nekih bazah, zaskvatanih hišah, ali živijo v stanovanjih, kjer so lahko deložirani. Ljudje, ki rečejo, jaz brez najemne pogodbe živim, pa mi zdaj lastnik grozi, da moram imeti stanovanja, kam naj grem. Ogromno družin imamo, ki k nam prihajajo in rečejo, v Ljubljani ne dobim stanovanja. Do tega, da ljudje živijo v nevarnih odnosih ali pa v nekih so žrtve nasilja. Tudi to je v nekem segmentu, kot si ti rekla, lahko definicija brezdomstva. Ne? Ženske, ki grejo od doma v varne hiše, so brezdomne, ker nimajo varne strehe nad glavo. Ne? Zdaj, da ne bom preveč zaplavala, ampak absolutno je ta številka veliko večja, kot vidimo na tem, kako se temu reče, nad gladino. V Ljubljani ocenjujemo, da spi nekje 100 ljudi na cesti, tako odvisno od letnega časa. Ampak številke so pa zelo velike. V naš dnevni center je v lanskem letu prišlo 1000 ljudi. Mislim, da tudi k vam, neka taka podobna številka. Tako da te številke so grozljive, grozljivo visoke. Meni se to zdi ena ogromna številka. In to so ljudje večinoma, ki jih mi ujamemo. Kaj šele teh prikritih, ki jih tudi mi ne ujamemo. Ne? In ta je taka zaskrbljujoča številka. In to je to, kar v bistvu tudi skozi zgodbo vidimo z Majo. Ne? Če tam, mislim, hvala Bogu, da ima nekoga tam, ki ponudi neko zavetje, ker mogoče bo pač enkrat primoran iti doma. Ne? Tako me zelo spomnim eno zgodbo od enega fanta, ko je rekel, jaz sem pri 18 šel od doma. Sam pri 18 je lahko rekel svojemu fotru, hvala lepa, pa še kakšno drugo besedo, pa zelo putno vrata. Ker če bi ostal doma, bi mogoče ga enkrat oče do smrti pretepal. Tudi pri 18 je pač lahko šel. Tako da to je to, tudi to je to prikrito brezdomstvo. Tako. Omenila si tudi stanovanjsko stisko v Ljubljani. Številke sploh od korone, od pandemije, ko se je začelo še bolj intenzivno investirati v stanovanja, zgolj zaradi investicije, se vsaj pri najemninah izjemno višajo. Danes sem recimo naletela celo na nepremičninski oglas, kjer si človek reče, poglej, s kakim kreditom bi bilo pa še mogoče dosegljivo stanovanje, garsonjera 88.000 evrov, penthouse, ne. Izkazalo se je, da je penthouse samo zaradi tega, ker je stanovanje čisto na vrhu, je pa teh 88.000 evrov za 11,5 kvadratov stanovanja, tako da pravzaprav nekomu tudi s povprečno plačo skoraj da nedosegljivo, kaj šele, če ima družino. A se stanovanjska stiska kaže tudi pri večanju števila vaših uporabnikov? Jaz bi ocenila, da ja. Zato, ker se mi zdi ravno to, če smo mi leta nazaj govorili, večinoma smo nekako vzroke povezovali tako z nekimi osebnimi okoliščinami, pa nekimi družbenimi, se mi zdi, da zdaj vseeno prihajajo k nam ljudje, ki se ne morejo privoščiti stanovanja v Ljubljani. Tako mogoče niti ne gre, ni treba, da gremo tako daleč nazaj v nekih osebne okoliščine, ampak prihajajo ljudje, ki nikoli niso imeli izkušenj ali nekih pomoči, nekih humanitarnih pomoči, ali pa so živeli nekako zelo običajno življenje, ali pa so živeli tako mogoče nad gladino, ampak so nekako gurali, rečejo. In zdaj pa prišlo do te situacije, kot pač ne morejo več. Kaj šele, če se zgodi, izgubijo službo, zbolijo, tako so take zgodbe, ki se lahko pač zgodijo skoraj da časih čez noč. In potem ljudje
če nimajo nekega mogoče družinskega zaledja, pač ne morejo. Ne. Pa še druga stvar, se mi zdi, ki je tudi pomembna reči, ali pa ljudje, ki so zdaj, ki so mogoče brezdomni, pa nimajo strehe nad glavo, tu zelo težko dobijo stanovanja. Ne. Ko je ta ideja, kako bomo mi zdaj reševali brezdomstvo, mi se še vedno s tem ukvarjamo, zdaj bi se pogovarjali o preprečevanju brezdomstva v Sloveniji, se pogovarjamo o reševanju, ampak tudi to je praktično nemogoče, zato ker neka občinska stanovanja imamo, v Ljubljani so, v drugih mestih jih ni. Najet ali pa sobo ali pa stanovanje v Ljubljani, če imaš mogoče eno brazgotino ulice na obrazu, ali pa če imaš nizke prihodke, ne vem, denarno socialno pomoč, pač praktično ne moreš. Ne? Tako da mi tudi s tistimi, ki tako res iščejo streho nad glavo, je zelo težko dobiti. Ne? Zato tudi vaše izkušnje. Pač, glasi so skoraj da nedosegljivi, oziroma tudi, če grejo na razgovor, jih tako malo po strani gledajo, če to nek starejši možakar, ko mogoče, tako se rekla, samo kaj na obrazu pozna, da ima nekakšne življenjske izkušnje. Tako da je praktično nemogoče. Ne? In tudi neke samski domovi, ki so včasih bili, ali pa neke sobe, vse to se je spremenilo v hotele, ali pa tako. Tako da tudi to je, ne samo, da se veča število brezdomnih zaradi grozljivega tega nepremičninskega trga, tudi ljudem mi ne moremo pomagati neko streho nad glavo najti, tako, no, ki so že mogoče v tej situaciji. Zelo težko pridejo iz te situacije ven. Doktorica Ferčak, kako pa recimo ta izguba varnosti oziroma to stalno preživljanje, stalno življenje v nekem občutku nevarnosti, negotovosti, kako to pravzaprav vpliva na človeka? To zagotovo se ne sliši kot nekaj pozitivnega. Ja, to zagotovo ni nekaj pozitivnega, ker mi smo narejeni tako, da iščemo eno varnost. Iščemo varnost, če gledamo na različnih področjih. Iščemo čustveno varnost, iščemo materialno varnost, finančno varnost. To nas pomirja in pa čisto takole potem tudi lažje sprejemamo izzive. Takoj, ko tega nimamo, ja, smo v stresu, doživljamo večjo čustveno stisko in seveda potem to lahko vodi v različne čisto takole tudi preizkušnje, da zbolimo, lahko tudi čisto takole, se zatečemo kakim substancam, ki nam pomagajo v bistvu tukaj iti skozi te stresne situacije. Se pravi, naši možgani in mi pač iščemo to varnost, in zato iščemo varnost v odnosih, ampak kar se tukaj zgodi, velikokrat je pač to, da te varnosti ti ljudje, ki so na robu ali pa v največji stiski, pač nimajo. Mogoče toliko, da vidite. Zdaj, pravite, da torej lahko pride do bolezni. Tukaj govorimo o fizični bolezni, tudi mogoče o duševnih boleznih? Na vseh ravneh. Na fizični, ker takoj, kot smo mi pod stresom, zdaj le raziskave kažejo, da naš imunski sistem pade, da čisto takole lahko zbolevamo, pač, če želite za virusnimi boleznimi, potem so tu imunski sistem, ki je zelo, avtoimune bolezni se povečujejo. Poleg tega je pa tukaj velikokrat potem tudi se pridružijo te duševne bolezni. In vidimo, da pri ljudeh, ki so brez doma, ki so na obrobju, je pač višja stopnja tega. Glih zaradi tega, ker so nenehno izpostavljeni stresnim situacijam. Nimajo te možnosti, da bi se pač čisto takole recimo spočili, umirili, da bi se imunski sistem potem tudi okrepil, ker so skozi te razne preizkušnje. Kako pa recimo je sistem naravnan proti osebam, ki se že srečujejo z duševnimi motnjami in jih ponavadi, pravzaprav recimo, če govorimo o ekonomskem, gospodarskem sistemu, pogosto takšne posameznike sistem izvrže, ker se ne morejo dobro vklopiti, ker se morajo z njimi dodatno mogoče ukvarjati. Ali obstaja mogoče v Sloveniji na sistemski ravni kakšna pomoč? Je to področje urejeno? Ja, tukaj, kolikor po mojem vedenju je tega manj, mogoče bi čisto takole tukaj kolegici, ki se bolj ukvarjate, pač v praksi vidite to, da mogoče vidve še odgovorite, ampak
v glavnem na področju duševnega zdravja mi nasploh imamo pomanjkanje, a ne? Od psihologov, kliničnih psihologov, terapevtov, oziroma če so že, so storitve plačljive, a ne? Da bi pa bile tako dostopne preko javnega zdravstva, so pa čakalne vrste žal predolge. No? A ne? Pri vas obstaja kakšna oblika pomoči? Ja, ko ste že rekli, ne, za vse nas je to nedosegljivo, kaj še le za tako ljudi iz obrobja, ker jih včasih tudi zavračajo. Ne. Tako da je, ja, mi poskušamo potem neke različna sodelovanja vzpostavljati, ali z javnim zdravstvenim sistemom. Mi smo celo zaposlili medicinsko sestro, zdaj, ki mogoče tudi ta prehod olajša. Pa smo vzpostavili sodelovanje recimo, z Univerzo Sigmunda Freuda, kjer v bistvu ljudje lahko hodijo na svetovanje in plačujejo po nekih svojih zmožnostih, ostali del pa mi prikrijemo. Je pa seveda, no, to, ko ste vi zelo lepo opisala, je to, da ljudje v bistvu so res pod tem stresom. Jaz večkrat vidim, da bi ljudje lahko do nekih svetovanj, po nekih psihoterapevtskih pomoči prišli, morajo imeti najprej neke take zelo eksistencialne stvari urejene. Ne? In bolj se ravno to zgodi, to, ko ste tudi opisali, kar jaz vidim v praksi, je, ko ljudje končno se nekako stalijo nekje, imajo to streho nad glavo, se večkrat zgodi, da kolapsirajo. Ali telo, ker se ne bori več s temi stresorji, pač opeša in ljudje umrejo, ali se jim doživljajo spet kakšne travme in potem potrebujejo res neko akutno oziroma neko hitro pomoč, recimo tudi v nekem psihološkem smislu. Ne? Tako da stalno je pogono pri ljudeh, ki so brezdomni, še posebej, ki so na ulicah, stalno si ti v pogonu, ne? In potem, ko enkrat se ustališ, vse pride na plano. Ne? Tako da ne, mislim, da se pa stiske večje, no, lahko ti še mogoče Neža poveš, ampak pri naših uporabnicah in uporabnikih je število ljudi, ki imajo neke psihosocialne stiske, čedalje večje. In to take zelo kompleksne, prepletene z uporabo prepovedanih snovi, alkoholom in potem nekih psihosocialnih stisk, nekih kriz je čedalje več. No. Ja, tega je res veliko. Jaz vem za tole Altro, ki je bolj usmerjena v to pomoč ljudem z motnjami v duševnem zdravju. Sigurno je še kdo, pa ga ne vem povedati, ampak tako, ja, se srečujemo s tem. Je pa res, kot je rekla že Hana, to je prepleteno pol še s težavami z drogami ali pa z alkoholom, pa nasploh s tem pač več težav je, no, na enem kupu. In zdaj, ko pa recimo pri nas pride kdo v nastanitev in se recimo pač mi mu skušamo pomagati, da si nekako ustali neko življenje, vsaj približno, ne. Se pravi, eno je to, da ima nekje za spati, drugo je pa pol tudi, da ima nekaj smiselnega za početi čez dan. Pa da poskrbimo, pač ga spodbujamo, da poskrbi za neke svoje osnovne potrebe, ne vem, da se umije, da je, take čisto osnovne stvari. In v bistvu pol, ko je za to vse skupaj, ko je za to poskrbljeno, šele mogoče pride na vrsto tudi neka druga pomoč, tudi ta psihična. Zdaj lahko je tudi nekdo, ki nima prav neke bolezni, ampak itak je že ta izkušnja brezdomstva in vsega, kar je pripeljalo do brezdomstva, toliko zahtevna, da v bistvu človek rabi oporo pri čisto osnovnih stvareh in tudi recimo pri naših uporabnikih, tudi v odnosih med njimi, recimo, ne. To je mogoče neka taka manjša oblika, ki tudi se tiče psihičnega zdravja. No. Tisti, ki pa imajo res, pač, ki vidimo, da nekaterim pa ne moremo pač sami, jim ne pomaga samo pogovor, je videti, da rabijo res strokovno pomoč. Takrat se obrnemo pač na psihiatrijo ali pa na to dežurno psihiatrično pomoč.
Pa v enih primerih se to da rešiti, v enih primerih ne. Tako. Ja. Mogoče samo to, da dodam, no, tako mi zdaj to zvanja, da velikokrat se zgodi, da naši uporabniki popravnice tako nikamor ne pašejo. To se bolj zgodi, pa rečejo, ja, se ima take težave, ampak ne vem, uporabljajo prepovedane droge. Tako rečejo, zdaj če lahko malo karikiramo, ne. Preveč je nor, pa ne paše mogoče programe, kjer spremljajo ljudi, ki uporabljajo droge, potem rečejo, ja, preveč konzumira droge, pa ne paše k nam, ki nudimo pomoč na področju duševnega zdravja, tako nikamor ne paše, nekje vedno preveč ven štrlijo, ne? In to je ta problem. In tudi v javni sistem, ko pridejo, mislim, imamo zelo različne izkušnje od tega, da lahko pridejo nekam urgentno, do tega, da rečejo, mi nismo hoteli za brezdomce, ne? Čeprav ima nekdo neko zelo hudo lahko fazo, ki bi nujno rabil ali hospitalizacijo ali neko strokovno pomoč. Ne? Tako da, žal velikokrat se zgodi, da v bistvu nikamor ne pašejo. Ne vem, to mi tako odzvanja zdaj, ne? Da pač preprosto in pol se mi zdi, da mi tam pol na terenu rešujemo tako, kakor to znamo in ne vemo. Ne? Tako. Kaj pravzaprav, kako vi gledate na to? Ne? Po eni strani o brezdomcih pogosto sploh v centru Ljubljane poslušamo, češ, spet so se tukaj dali zraven našega Mercatorja, ostali ljudje se jih hočejo prebivalci ponavadi izogibati, hkrati, ko pridejo domov, verjetno všečkajo objave, češ, ubogi ljudje, ki so na ulici. Se pravi, stigmatiziramo ljudi in bi jih želeli nekam dati stran od sebe. Po drugi strani imamo tudi močno zdaj gibanje za dezinstitucionalizacijo, se pravi, da ne bi ljudje s psihičnimi boleznimi takoj prišli v neko institucijo in bili zaprti, ampak da bi še vedno ostali nekako del družbe. Zdaj, verjetno, ko pride tukaj do nekih ekstremnih, redkih nasilnih situacij, verjetno razmišljamo drugače, ampak zakaj pravzaprav ljudje na tak način delujemo? Se pravi, po eni strani to podpiramo, po drugi strani se izogibamo. Ja, čisto takole, jaz mislim, da so tukaj pač več stvari, a ne, tako kot ste zdaj malo prej opisali, a ne, da v bistvu pač ne pašejo nikamor, a ne, ker malo štrlijo ven, a ne. Gre za to, da ja, tukaj ljudje, ko pristanejo na ulici in so brezdomci, če zdaj gledamo na te, ki ste jih izpostavili, a ne, ko so zunaj, ja, imajo res kompleksno problematiko, a ne. Gre za to, da tukaj ponavadi je čisto takole, a ne, kompleksno, kar se tiče družinskega ozadja, potem čisto takole socialne mreže, ki je nimajo, potem ja, te razne duševne motnje, ki lahko pač pridejo zraven, odvisnosti, a ne, in tukaj ljudje pač ja, po eni strani čutimo to nagib, a ne, da bi jim pomagali, po drugi strani pa mislim, da se tudi tega ustrašimo, ne. In si ne upamo tako približati potem, a ne, ker gre za to, da lahko pa ja, njihova tudi travma, a ne, ki jo nosijo, ali pa ti posttravmatski stresne stvari, a ne, pač simptomi, ki pridejo, a ne, pač, a ne, čisto takole zelo močno udarijo ven, a ne, sej velikokrat, a ne, ko delamo tudi supervizijo, a ne, pač z strokovnimi delavci, ki pač delajo z brezdomci, a ne, glih naletimo na to, a ne, da so pač njihove reakcije lahko nepredvidljive, a ne, da so lahko čisto takole ob takem, recimo, nagibu ali pa to, da bi jim pomagali, čist nekaj drugega razumejo, a ne, ker nimajo teh pozitivnih izkušenj, a ne, oziroma rabijo čas, da ugotovijo, da pač ja, jim nekdo želi lahko dobro, a ne, in jim je potem to postane varno tudi. A ne, sicer pa lahko pač ja, v določenih primerih odreagirajo tudi na način, ki ljudi malo straši. Zdaj, seveda so pa ljudje tudi različni, a ne, in verjamem, da ja, nekateri pač lahko tudi objavljajo zato, da pač preko socialnih omrežij malo pokažejo, se izpostavijo, a ne, da vidijo to problematiko, kaj konkretnega pa potem ne naredijo, no. To pa pač tudi. Ja, Neža, ti si recimo tudi diplomsko nalogo pisala ravno o tej tematiki, ampak si v bistvu že kot srednješolka začela delati kot prostovoljka.
recimo razlika med to teorijo, ki so vas učili na Fakulteti za socialno delo in delom v praksi, je ta razmak, je ta globel velika? Ojoj, jaz nisem imela prav izobrazbe na tem socialnem področju do nedavnega, ko sem delala izpit za strokovno sodelavko. Ampak ne vem, kaj bi rekla. Mogoče najprej se še navežem na tisto prejšnje. Tako se mi zdi, da tako kot je rekla Klavdija, se zelo strinjam s tem, no, da je zahtevno se odzvati na take stvari. Sigurno nas je tudi strah in nismo vajeni in ne vemo kako ali pa kaj, ampak zdi se mi, da je mogoče problem tudi v tem, da kot družba nekaj, kar je tako zakomplicirano ali pa nekaj, kar je problematično, nasploh težko težko s tem ukvarjamo. No? V bistvu na nek način moramo biti, se mi zdi, da smo tako narejeni kot družba, da mora ves čas biti vse popolno in vse v redu. In že v družini se nam to začne v resnici. Pač, vse mora biti popolno. A ne? In pol v resnici tudi sami pademo v stisko, ker stvari niso popolne. In iz teh stisk padamo v različne odvisnosti ali pa v neko potlačenje tega. Namesto da bi ti problemi, da bi jih vzeli za res, da bi se o njih spraševali, pogovarjali z drugimi, že s tem, ko bi iskali rešitve, bi gradili neke druge odnose. Ne? Če vzamemo že sam na mikroravni, na recimo osebno in v družini. A ne? Prek problemov bi lahko gradili neke druge odnose, mi se pa na nek način zaradi problemov umikamo, odtujimo. A ne? In v bistvu kot družba moramo ves čas popolno funkcionirati, to pa itak ne gre, ker nihče ni popoln. A ne? In težko je pol je pa mogoče tisto, kar je nepopolno in kar je slabo, bi mogoče radi se ga znebili tega. A ne? In namesto da bi o tem, pač logično je, da nam je težko se srečevati z ljudmi ali pa s brezdomci, ki so recimo pijani, kričijo, hodijo okrog, pustijo umazano in tako naprej. Sam nekje tudi oni morajo biti, ne? Zdaj, kako bomo pa to, kaj pa je zdaj problem, da so sploh tam, kaj je problem, da so taki, saj smo kot družba tudi mi to proizvedeli, ne? In zdaj, kaj je ta, mislim, tako, no, da se ne bom preveč zapletala. Jaz se tukaj strinjam, Neža, s tabo, ne? Ker pač ljudje, kot da nočemo, pa ne moremo gledati tisto, kar je nepopolno. Ne? Nas v bistvu spomni, okay, kje bi mi lahko bili, ne? Tudi v končni fazi. Ne? In vse take stvari, ki so težje, ne? Bi kar malo obšli. Ne? Pa zdaj, če gledamo to ali tukaj na to problematiko, vse tudi ko gre za vprašanje trpljenja ali pa smrti ali pa kakorkoli, ne, takih tem, ki so v bistvu težje za naše razmišljanje oziroma ki nam lahko malo pokvarijo počutje, ne, kot da malo pa če čisto takole se jim izmikamo, ne, in jih probamo poriniti na stran. Ja, dejstvo pa je, da so ti ljudje tukaj tudi z razlogom, ne, da mogoče nekje jih je nekdo spregledal, ne, oziroma spregledal družino, v kateri so odraščali in pač ni bilo tam poskrbljeno, da ne bi odraščali v slabših razmerah ali pa kakorkoli, ali pa se jim je zgodilo nekaj, ne vem, so izgubili službo ali pa kakorkoli in pristali v eni taki stiski in a ne potem ne našli pač izhoda ven iz tega. Ne. Ja. Kako pa bi komentirali, naprimer zdaj, ki je zelo v porastu, tudi če se sprehodimo mimo založb, večjih knjižnih založb tukaj po centru Ljubljane, je veliko priročnikov za samopomoč in veliko od njih piše, zamislite si nekaj pozitivnega in to se bo zgodilo. V tem primeru verjetno to ne gre, je to v bistvu zgolj zavajanje in tudi v tem smislu pravzaprav to
iskanje neke popolnosti je zato mogoče še bolj travmatično. Ja, lahko je potem več pritiska, ne? Da pač nekaj moramo, pa ne gre, ampak če gremo tukaj, ne? Da mi lahko verjamemo v nekaj pozitivnega. Moramo imeti izkušnjo pozitivnega. Moramo imeti, da smo imeli recimo dobre odnose, da so se v odnosih, da smo doživeli nekaj dobrega. Ko gre čisto takole za ljudi, ki živijo v stiski, pomeni, da so dolgo časa doživljali to stisko, a ne? Mogoče že iz otroštva imajo pač slabše izhodišče v smislu, da je doma so bile neurejene razmere, so bile čisto takole, je bil prisoten alkohol, nasilje, a ne? In ljudje, ki izhajajo iz takega okolja, ne, ker to morate razumeti, to je primaren prostor, a ne? Tukaj dobimo prve informacije, a ne, v družini, kdo smo, kaj čisto takole, kaj nam lahko v življenju uspe, če nekdo verjame v nas in nas pohvali, nam da pač sporočilo, lej, ti to zmoreš, a ne? Pa čisto takole dobimo tudi prve izkušnje pripadnosti, a ne? Kako je nekam pripadati, kako je zaupati. A ne? In vidimo, a ne, da pač čisto takole nimajo vsi ljudje te izkušnje. In potem čisto takole, a ne, če gremo potem v svet, naš kompas kaže drugače, a ne. V bistvu tisto, kar je varno, ni najbolj varno za njih, a ne. In tisto, kar je nevarno, je bolj varno oziroma je bolj poznano. In potem se potem to nadaljuje, a ne, se ponavlja, a ne, da pridejo potem ti odnosi, ki so tudi manj funkcionalni, a ne. Veliko lažje se bosta recimo našla dva, ki sta, ne vem, doma doživljala pač čisto takole nasilje, pa je bil prisoten alkohol, kot pa recimo dva, ko je eden iz družine, ki je bila funkcionalna in ne, na drugi strani, kjer pač tega ni bilo, ne. Tako da je tukaj, a ne, in zdaj, če se vrnem, da preveč ne zaidem, je potem pač čisto takole verjeti v to dobro, da jaz nekaj zmorem, da se stvari lahko spremenijo, če jaz a ne nekaj naredim, a ne, ta samoiniciativnost, a ne, tukaj pač je zelo, zelo zmanjšana. A ne, ker že a priori je bilo okolje tako toksično, da je to samoiniciativnost zadušilo, ne. Če me razumete, pa če nisem preveč terapevtska, ne, sam to, ne, in potem ti ljudje pač imajo manj teh virov moči, so manj opremljeni za te izzive v družbi, a ne, ki pridejo, a ne, in tudi v odnosih in se potem lažje zapletajo tudi v razne take bolj kompleksne, toksične odnose, a ne, ki jim spet ponovijo to travmo. Mogoče kombinacija dveh vprašanj, ker jaz pa sem socialna pedagoginja, tako da sem dala to teorijo čez. Pa bi mogoče to povezala, ne, glih, v bistvu jaz pa tako vidim, da je ta teorija na področju, ker mi delamo tako res bistvo, greš v samo jedro, v bistvu. To, da sprejmeš ljudi takšne, kot so, da si tam z njimi in to, da v bistvu si ti tisti, ki jim daješ neke pozitivne priložnosti in verjameš v njih. In tudi, če kdaj naredijo 5 korakov nazaj, ne dvigneš rok, pa ne obupaš, ampak rečeš, ok, podi se kak odnos imaš, pa lahko rečeš, oj, ampak potem rečeš, ok, gremo naprej, ne? Ker mogoče glih tega nikoli nisem imeli v življenju. In mislim, da je to srž vseh teh socialnega dela, socialne pedagogike, vse te teorije, ki spremlja, je točno to, sprejemati ljudi take, kot so, jim dajati nove priložnosti, iti po malih korakih, videti uspeh v nekih malih stvareh, a ne, in tega pogosto naši uporabniki in uporabnice niso doživeli, a ne, in tako rečejo, spet sem nekaj naredil narobe, pa spet sem zasral, tako ponavadi so mi povsod zaprli vrata, a ne, mi pač ne zapremo vrata ljudem, a ne. Ampak rečeš, daješ vedno neke možnosti, a ne. Pa tudi vsak ima neko svojo pot, greš potem po take poti, ko lahko grejo, a ne. Mi smo tisti, ki jim lahko kažeš vedno znova kam, pa ljudje imajo tudi svojo pot in to sprejmeš, a ne. Tako da mogoče taka kombinacija odgovorov. Se je, ne. Oni preko tega dobijo te nove izkušnje,
ki jih niso bili deležni pač v tem primarnem okolju ali pa v okolju, v katerem so živeli. Ne? In ko dobijo tudi to izkušnjo, da nekdo verjame v njih, da jim da priložnost, ne glede na to, da mogoče pa kaj zabiksajo, pa grejo 2 koraka nazaj, na ta način potem dobijo to izkušnjo, ok, tukaj me nekdo sprejema, tukaj nekdo verjame vame in tudi začnejo verjeti vase. Samo te pozitivne afirmacije, ko so čisto takole zdajle zelo pač popularne, ali pa knjige s temi pozitivnimi, tukaj ne bodo delovali, ker grejo stvari globlje. Če hočete iz nevrobiološkega vidika, te pozitivne afirmacije nagovarjajo levo hemisfero. Pomeni, da pač čisto takole mi potem nekaj probamo verjeti, ampak če desna ni ok, da so travme, da so čustveno nerazrešene stvari, pol si mi lahko ne vem, kaj govorimo, pa to ne bo šlo skozi. Je najprej treba dobiti pač res to izkušnjo odnosov, zaradi tega, ker ti ljudje so bili najbolj ranjeni v odnosu. In a veste, bolečina, ki jo naredi odnos, se zdravi v odnosu. Ne more se samo od sebe, ne more se samo od sebe, ne more se tudi s tem, da sam čisto takole delam na sebi, ali pa kakorkoli si govorim nekaj pozitivnega, ampak se potem čisto takole razrešuje, ko mi vstopimo v odnose, ko vidimo, ko spet mogoče doživimo razočaranje, pa vidimo, da drugi odreagira drugače, da vzdrži z nami, da nam pač da ta pozitivni odziv, in da se vidi, tukaj pa nekdo vseeno nadaljuje odnos z mano, ne glede na to, da se mi je zdaj to porušil ali pa porušila. Ne vem, če je razumljivo. V tem smislu sistem recimo ni nagnjen k temu, da bi pomagal reševati takšne problematike, takšne probleme. Nevladne organizacije pri tem delate izjemno delo, zaradi tega, ker pravzaprav v Sloveniji podporni socialni sistem temelji na nevladnih organizacijah. Se vama zdi, da država in pa tudi mesto Ljubljana vam želijo pomagati ali imajo tudi kakšno svojo strategijo na tem področju, dolgoročne načrte o tem, kako bi lahko izboljšali situacijo? Tako je, stvari se izboljšujejo, kaj ne rečem, nekaj že pozitivno si govorimo. Ne, dejstvo je, da v Ljubljani je veliko organizacij, ki dela na tem področju in smo financirane za ta del. Zdaj pa reči, a gre naša, kam pa mi hočemo priti, pa kaj je naš cilj, pa ne vem, če gremo čisto pravo pot, ali pa če je to dovolj. Ene stvari so ok. Absolutno se mi zdi, da so neki programi, ki grejo v smisel iskanja vseeno mogoče neke nastanitvene podpore, zagotavljanja stanovanj. Mi imamo dobre izkušnje s stanovanjskim skladom, kako zagotoviti za tiste, ki rabi mogoče neko več suporta, stanovanja in mi nudimo, in tudi Vincencija zveze in mi imamo nastanitveno podporo. Vedno več dnevnih centrov, dnevni centri, ki so lahko dostopni ljudem. Tako da seveda neke stvari so. Zdaj pač za neke skupine ljudi ali pa nekih programov pa še vedno nimamo. Zdaj, slišali smo, kako bo za Vincentijevo zvezo. Tako da neki programe še manjka, še vedno nimamo varne sobe in to je še vedno neka taka tabu tema, o kateri govorimo že 20 let, še predtem sem jaz začela delati na tem področju, govorimo in dokazano kažemo, recimo, da rabimo varno sobo, pa tega še vedno ni. Da ne govorimo o ženskah, programi za ženske, tisto, o katero tudi rečemo, se jih ni, mislim, če jih ne preštevamo ali pa če ne damo, če to ne zapišemo, potem to ne obstaja in s tem se ne rabimo ukvarjati, imamo včasih občutek, tako da mi zelo opozarjamo na to. Država pa isto financira socialno-varstvene programe, kjer smo večinoma nevladniki, in super, da financira in se širijo te programi, ampak še vedno ne dosegajo vseh potreb, ki jih mi zaznamo na terenu. Tako da še vedno, pa vse to, kar si rekla, vse temelji na nevladništvu. Večinoma smo nevladne organizacije, ki delamo na tem področju, neka zavetišča po Sloveniji, tudi ljubljansko, pa še pod centre za socialno delo, ampak še vedno so to socialno-varstveni program, ki se mora nekam prijaviti, da dobi denar na
razpisov. A ne. Tako da mi tudi malo opozarjamo na to, katere programe rabimo. Da ne govorimo o tem, da nimamo strategije na področju brezdomstva. Ne. Letos bomo celo začeli pisati to strategijo v Sloveniji, tako da po vseh teh letih so nas podbudili. No. Obstaja ena taka evropska platforma za boj proti brezdomstvu na evropski ravni, kjer so rekli, da moramo države uskladiti svoje strategije. Pa je bilo prvo vprašanje, kaj bomo mi usklajevali, če sploh še nimamo napisane. Ne? Tako da letos naj bi se celo to zgodilo. Letos bomo tudi v Ljubljani prvič uradno prešteli ljudi, ker nimamo niti številk. Tako vedno rečemo, koliko je brezdomnih. Kako pa jih boste prešteli? To je pa v bistvu v sklopu nekega tudi evropskega projekta, te evropske platforme, ne, ker Evropa pa dela nekaj na tem, kar bomo videli. Ampak je v bistvu mišljeno, da se bo v 20 evropskih mestih na isti dan preštelo število ljudi, ki spijo zunaj oziroma ki so v drugih organizacijah. Ta projekt je tudi lahko gre tudi v širino, da zajamemo vse te vidne pa nevidne ljudi. No. Mi bomo šli v tako malo bolj obvladljivo projekt, tle bo tudi kolegice terenske delavke iz Vincencijeve zveze sodelovale. Ampak je tako čisto preprosto povedano, v enem dnevu prešteješ vse ljudi, ki so na ulici, ki so v raznih organizacijah, v zavetiščih, tudi v bolnišnicah, lahko psihiatričnih, v varnih hišah, vseh teh institucijah, organizacijah, kjer se lahko srečujemo z brezdomstvom. No. Tako da to bo neka prva uradna številka in to je neka metoda, ki se že desetletja v nekih drugih evropskih mestih, kot je ali pa državah Finska, o kateri vedno govorimo na področju brezdomstva, ko že korake naprej to izvajajo. Ne. Tako da v Sloveniji bomo mogoče celo prvič letos dobili neke uradne številke. Tako da, hočem tako reči, nekaj se premika, ampak tako z eno polžjo hitrostjo. Tako da upam, da bo letos šlo za eno, ne vem, katera žival je bila naslednja, ampak tako malo hitreje. Ja, nekam bo že šlo, ampak recimo, da ne rečem, da so črepinje skoraj da omaž Vincentijevi zvezi dobrote, ker do mene so prišle celo govorice, da vam nočejo podaljšati najemniške pogodbe zaradi tega, ker so elitizirali šumi, kjer bojo ljudje, ki bojo imeli nekaj več pod palcem in bi jih seveda prisotnost takšnih posameznikov lahko zmotila. Zdaj, kakšna je pa uradna razlaga in koliko časa še imate? Časa že zdavnaj nimamo več. Ampak ja, pač nasploh je problem to izrinjanje, vedno manj je prostora v mestu, kamor se lahko brezdomci zatečejo. In pač to je problem. Oni nekam morajo iti, ne bojo kar zginili. In to je za njih velika stiska. In pač tudi naš center je eden od teh točk, ki v marsičem pripomore k temu, da jim je malo lažje. Poskrbi za neke nujne stvari in je nujno, da je to tudi nekje v centru, zato ker oni so v centru in vedno bojo v centru. Ne? Ja, in tudi je problem v resnici nevladnikov, je pač pokrivamo to področje in tako. Tudi od CSD centra ima neko zavetišče in tako, ampak tudi nekako je neko pomanjkanje tudi ljudi, ki bi se sploh želeli z njimi ukvarjati. Ne? Tako da to je pač tak problem, ki res nobenemu ne paše. No? Zakaj so tako pomembni pravzaprav ti prostori? Mogoče, če sem to dodam, Tako, ko sem prej rekla, da se stvari spreminjajo, seveda se, ampak recimo ravno v tem primeru, mislim, da bi tlele občina, če zdaj tako rečem, če oni ne morejo več obstati, kjer so, mislim, in če je v interesu države in občine, da poskrbimo za brezdomne osebe, potem bi mogli najti prostor. Zakaj mora biti tudi nevladne organizacije, ki se itak more skozi razpise boriti za vsak cent, pa zdaj ne veš drugo leto, bo denar, pa čakaš na denar do aprila in zalagaš za plače, pač je ta realnost in pol ne veš, a boš ali ne, sploh dobil program. Bi v taki alarmantni situaciji, kot je zdaj z Vincentijevo zvezo, bi se mogle prve neke državne ali pa lokalne skupnosti reči,
To je tudi naš problem, ker če Vincencija zdaj za dobrote ne bo, potem bo še bolj vidni, še bolj bo to nekako težava mesta. A ne? In tlele absolutno bi mogla občina reči, bomo našli prostor, ne pa da rečemo, nimamo tega prostora. Mislim, se si sama rekla, za marsikaj pa imamo prostor. Tako da absolutno bi to, neke stvari se dogajajo, no, da ne bo prej, tako sem tudi optimistično rekla. Seveda so neke stvari, ampak niso dovolj. No. In je treba urgirati v nekih situacijah, kot je zdaj ta, recimo. Ne. Tako da je to stvar državne in lokalne politike, ni to stvar dobrih ljudi, ki samo hočejo pomagati ljudem, to je lahko samo zarzar. Ampak če mi hočemo na sistemski ravni zakvarjati z brezdomstvom, ne moremo reči, da je to odvisno od neke nevladne organizacije samo. Ne. Ja, ker zakaj so pomembni ti prostori? Zdaj v stripu lahko vidimo, da je to nek prostor, kamor se lahko zatečeš, kjer lahko najdeš, če se obnašaš po pravilih, tudi prostor za spanje, lahko se stuširaš. Ampak to ni vse, kaj ne? Pravzaprav tudi čez dan so tam ljudje. Kaj pravzaprav delate? Zakaj so pomembni? Pravzaprav krepite, spravljate ljudi do tega, da ponovno vzpostavijo odnose tudi. Ja, sigurno. Pač mi najprej pristopimo pri tistih problemih, ki so najbolj nujni. Zdaj mi nudimo hrano, zajtrke imamo, nekaj časa zdaj tudi že malce, imamo večerje, drugače tudi po Ljubljani je tudi drugje poskrbljeno za kosilo na Poljanski recimo. In to je pač, se pravi, hrana, pol imamo pralnico, lahko dajo prat, imamo skladišče z oblačili, kjer si lahko dobijo oblačila, ki jih rabijo. Spet z neko zdravo pametjo, ker pač spodbujamo k temu, da se oblačilo vzame in da se ga tudi prinese oprat. No, tako, to so neke čisto osnovne stvari. Pol je zavetje čez dan, je dnevni center je odprt dopoldan in popoldan. Da se lahko umaknejo, da niso skozi na tistem prepihu zunaj ali na soncu poleti, na mrazu po zimi, v neki množici. In pol hkrati pa tudi imamo pa tudi aktivnosti, v katere se vključujejo lahko skupaj z nami, s prostovoljci tudi, pomagajo pri pripravi zelenjave, ki gre pol v skrinjo in pol v večerjo. Lahko pač pol imamo vsak teden tudi čiščenje, čistilne akcije. To je na nek način to res ustvarja nek prostor, ki postane njim bolj domač, zato ker tudi oni skrbijo zanj. Imamo te stvari, pol imamo likovne delavnice tudi. In pol in zavetišča. In vsi ljudje pri nas je tako, da pač kdorkoli je v nastanitvi, v zavetišču ali pa v nastanitveni podpori, je nekako zaželeno, da se vključuje tudi v te dejavnosti. In mi ljudi zelo spremljamo, se z njimi pogovarjamo, sproti rešujemo težave in v bistvu s tem delom jim tudi nekako, tudi se jim nekako ustvari en normalen dan, bolj kot če bi imeli cel dan prazne roke in nič za početi. Tudi s tem. Ja, pa tudi to sem še pozabila omeniti. Zdravstveno oskrbo recimo tudi nudimo, tega je ogromno, tudi velike potrebe so na tem področju. Kralji so zaposlili zdaj zdravnika pa medicinsko sestro. Mi pa se v bistvu tudi že dolgo časa ukvarjamo s tem čist laično, se izobražujemo in skrbimo za rane, skrbimo za ljudi, ki pridejo iz bolnic, če lahko za njih poskrbimo, če ni prezahtevna ta stvar. Tako, pač res veliko stvari je in tako, kot si rekla, je tudi en prostor, kjer je možno graditi, kjer je možno počasi graditi neko bolj normalno življenje, bolj ustaljeno, bolj z nekimi, mi smo na nek način njihova socialna mreža, mi smo njihov novi dom ali pa edini dom. Grejo recimo na zdravljenje od odvisnosti, pridejo do tja, pač ko zmorejo toliko korakov, da do tja pridejo, smo mi tisti, ki jih oni pol lahko pokličejo ali pa smo mi tisti, ki jih gremo obiskat. Pač veliko je to, da smo z njimi, no.
v vseh možnih situacijah. In ja, to je res, pač to je zelo važen prostor. Kako to recimo vpliva na človeka? Po eni strani tisti, ki redno delamo, imamo približno normalne odnose, komaj čakamo, da gremo na dopust, da en teden ne bomo nič delali, in po eni strani se sliši pravzaprav sanjsko, da zdaj človek živi v brezdelju. Pa je to res točno to, kar imamo mogoče malo skregane predstave o tem, kaj brezdomstvo je? Ja, pač bom rekla takole, ne, mi, ki delamo, pa kakorkoli, ne, potem imamo ta en delovni ritem, ja, seveda nam paše, ne, potem iti malo stran, ampak delo je dosti več kot samo, a ne, pač čisto takole, a ne, da si služimo, a ne, in s tem že dobivamo eno to varnost, a ne. Gre za to, da delo kot tako daje tudi smisel, nas osmisli, delo tudi nam daje pač čisto takole ta občutek, a ne, da zmoremo in da čisto, da lahko potem, a ne, tudi nekaj naredimo, da s tem, ko nekaj naredimo, se nekaj spreminja, a ne. Zdaj ljudje, ki ne delajo, a ne, ki ne morejo delati, ne, saj jaz verjamem, da marsikdo od njih bi delal, a ne, in da je tudi cilj to, da se jim pokaže, da zmorejo delati, da zmorejo svojim delom nekaj prispevati, a ne. Vsaj toliko, kot poznam, a ne, program, a ne, pa čisto takole je to res nekaj, kar pač potem jim daje tudi eno dostojanstvo, a ne, jim daje tudi eno upanje, jim daje eno tako pozitivno naravnanost. A ne, ker v brezdelju, pa kakorkoli je, a ne, pač se izgublja tudi ta smisel, a ne, življenja in pride lahko obup, pride potem a ne, tudi lahko žalost, pa ja, depresija in vse se lahko na to prilepi, ne. In mislim, da tukaj res je kompleksno in bolj kot to, da nekdo ne bi hotel delati, gre za to, da je manj opremljen za določene stvari, a ne, in da rabi videti in biti vključen nekam in se opolnomočiti in potem ja, začeti, a ne, se postavljati na noge in iti. Ja, jih pa velikokrat ja, pač drži nazaj, pač ja, ta odvisnost, a ne, tudi te bolezni, ker morate vedeti, a ne, če nekdo ima duševno motnjo, bolezen, ja, mu to zmanjša pač sposobnosti delovanja, a ne, če je nekdo odvisen in njegovo telo ne zmore, a ne, funkcionirati brez tega, a ne, tudi v službi potem oziroma pač v upravljanju določenega dela pač ne vzdrži, a ne, ker telo rabi najprej nekaj drugega postaviti, a ne, tako da te stvari so res pač čisto takole kompleksne, bom rekla, in to, da oni dobijo pač ta prostor, kjer tudi morajo sodelovati, a ne, morajo tudi pomagati, a ne, jim daje pač to novo izkušnjo. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, mogoče zaključimo tam, kjer smo začeli. Kaj pa vidve? Sta prebrali strip? Kako se vama je zdel resničen, fiktiven? Sta se srečali s takimi zgodbami? Ja, sem ga prebrala, mi ga je že prinesla. Ja, jaz sem prepoznala nekaj par osebno, no. To, ko si tudi ti rekla, no, da je po nekih, tako da so ljudje, ki jih tudi jaz srečujem, ali pa mogoče tudi miks, ali pa sem tako, moram priznati, razmišljala, kdo bi to lahko bil. Bil mi je tako, zelo mi je resničen, zelo mi je temen, pa grob na trenutke, po drugi strani mi je pa zelo, tukaj se ti pred Oglje ful dobro opisala, no, prav tako sem razmišljala, po eni strani je pa tako zelo nežen, pa tako pušča ene take razpoke v teh črepinjah, ki so vseeno imajo nek tak bolj sveto konec, no. Tako da meni je bil tako malo strašljiv, ampak v tem pretresljivem smislu, da je tako tak en grenek preokus pusti, ki je zelo življenjski, ki ga jaz vsak dan srečujem, no. Tako da mi je tudi ta risba
Pa te barve so mi v bistvu tako, se mi zdi, najbolj odsevajo to, kar jaz v bistvu vsak dan srečujem, no, pri svojem delu. Tako. Ja, jaz sem ga tudi pogledala, prebrala, občudovala tehniko, res, ker se mi zdi neverjetno, koliko je to bilo vloženega enega truda in ur pač risanja. Tako da to me je itak tako čaralo. Kar se tiče pa zgodbe, pač se srečujemo z različnimi zgodbami, a ne, jaz pač nisem tako z njimi, a ne, kot sta tukaj vidve, a ne, ampak je pa globoka in res, a ne, odseva to, da mi vsi hrepenimo po teh odnosih, iščemo odnose, smo ranjeni v njih in iščemo ta stik in ne nazadnje vedno iščemo tudi v odnosih eno varnost, domačnost, pripadnost, dom, ne. In to je to globoko vpisano v nas, da ne glede na to, kakšne izkušnje imamo, ne, tudi travmatične lahko nekdo, a ne, da vseeno hrepeni po tem odnosu, a ne, po odnosih. In to vidimo, tudi najnovejše raziskave kažejo, da naši možgani so socialni, a ne, da mi rabimo te odnose, da želimo biti v njih, da rastemo v njih, da se spreminjamo v njih, a ne, in ja, da vedno znova pač hočemo pač imeti to varnost in imeti dom. Neža, zgodb, s katerimi si se srečevala, je verjetno še mnogo in vem, da je to zelo nehvaležno vprašanje, sploh glede na to, da je to tvoj prvi celovečerec. Ampak ali si razmišljala mogoče, da bi naredila kar serijo takšnih zgodb? Ljudje so me spraševali po nadaljevanju. O tem nisem razmišljala res konkretno, sem pa razmišljala tudi vseeno še o teh zgodbah, no. Mogoče tudi na kakšen drug način. Včasih se sodelavkami pri sestankih tako nasmejimo, da rečemo, to je za eno novo tragikomedijo. Pač res je toliko enih zgodb, tako da mene to še vedno nagovarja in zdi se mi, da se da še veliko tukaj povedati. Prav konkretno nimam še nič zastavljeno, ampak sem pa že razmišljala tudi o tem. Ja. No, stripovska scena je zelo vesela za eno novo mlado avtorico, tako da moram nujno vprašati, boš ostala v stripu, še rišeš kaj stripe? Ja, bom ostala v stripu. Sicer moram reči, da v strip sem, skoraj bi rekel človek, da sem malo ponesrečno trpadla. Kako? Ja, v bistvu tako, da jaz sem imela to izkušnjo tega prostovoljstva, a ne? Mene je to zelo nagovarjalo in meni se res, ko sem izbirala nalogo za diplomo, jaz sem želela narediti nekaj, kar bo skozi mojo stroko prispevalo tudi temu delu. A ne? In ko sem razmišljala o tem, meni se je zdel strip najboljša rešitev, ker pač je res toliko nekih zgodb, tako zgoščeno je vse skupaj, da si pač to sem si predstavljala v stripu. In pol sem začela brskati po spominu, katere stripe sem brala, ker brala sem jih, ampak ne prav fanatično. In v bistvu sem gotovila, da sem skozi osnovno šolo in tako srednjo, da sem vsem srečala en kup enih daljših stripovskih del tudi. In da sem po moje od tam pobrala to predstavo o tem stripu, no, da bi ga lahko naredila. Ampak pol pa res sem mogla čist se na novo vršti v to, ker nikoli nisem si predstavljala, da bom to kdaj naredila. No. Pač kot ilustrator, ko sem se videla, ampak kot striparko pa konkretno ne. Pač še vedno, pač ne bom samo v stripu, ampak strip mi je še vedno zelo zanimiva stvar in itak sem začela, tako da lahko še marsikaj se naučim in še marsikaj odkrijem. Ne vem, a sem že odgovorila na vprašanje. Jaz sem slišala, kar sem rabila slišati in me zelo veseli, le nadaljuje. Tako, ima kdo še kakšno vprašanje mogoče?
Če ne, vas toplo vabim, da nadaljujemo naše druženje tudi mogoče v bolj formalnem delu, tamle v kavarni ali pa seveda v knjigarni Azil, kjer imate po danes ekskluzivni cenejši ceni na voljo črepinje in Neža vam lahko tudi kaj podriše. Boštjan se je že pripravil, super. Sicer pa vsem toplo hvala, da ste prišli. Strip je sicer izšel pri Forumu Ljubljana, ki ga mogoče bolje poznate po prozinu Strip Burger, in tudi sicer lahko pri njih najdete, če si danes ne boste omislili stripa, lahko najdete strip črepinje. Hvala pa seveda tudi knjigarni Azil in ZRC SAZU-ju, da smo dobili tale prostor. V prvi vrsti pa seveda hvala vama, da ste prišli, in Neži, da je ustvarila to odlično stripovsko delo, pa seveda tudi vam, da ste dogodek obiskali. Pa lep pozdrav in lahko noč.